Tudi v mojem imenu lep pozdrav. Torej, leto je pravzaprav na nek način naokrog. V skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je Senat komisije dolžan do 31. maja pripraviti oziroma Državnemu zboru tudi izročiti poročilo. To smo letos tudi napravili, tako kot vsako leto, in sicer smo 30. maja izročili poročilo predsedniku Državnega zbora. 11. junija pa bomo poročilo tudi v skladu s prakso, to sicer ni zakonska dolžnost, ampak vendarle izročili tudi predsedniku republike. Naše stališče pač je, glede na to, da nas predsednik republike kot edine funkcionarje v Republiki Sloveniji imenuje neposredno, je verjetno vendarle prav in primerno, da poročilo izročimo tudi predsedniku republike. Približno pred 1 uro je bilo letno poročilo in ocena stanja objavljeno na naši spletni strani in ste že lahko vpogledali. Tudi to je v skladu s tradicijo in seveda na podlagi tega ne bi rad zlorabljal pravzaprav na nek način tudi vaše potrpljenje in glede na to, da se pravzaprav tudi poznamo relativno in vem, da ste izkušeni in da seveda delovanje komisije dobro poznate, ne bi rad zlorabil vaše minutke ali kakorkoli že s tem, da vam ponavljamo nekaj, kar boste itak potem lahko brez problemov prebrali. Zato se seveda jaz na statistike in na te stvari ne bi. Nekaj bosta o vsebini poročila potem v nadaljevanju povedala oba dva namestnika, predvsem za tista področja, s katerimi se seveda tudi sama neposredno ukvarjata. Sam pa bi rad poudaril nekaj zadev. In sicer kot prvo bi rad vendarle javno in kot velik uspeh komisije povedal to, da nam je uspelo kljub kar velikim težavam v času delovanja tega senata, zdaj deluje že 5 let, sicer v malo spremenjeni sestavi kot od začetka, ampak vendarle, prilagoditi pravila našega postopka zahtevam Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča, ki sta pravzaprav na nek način sodišči, ki se ukvarjata seveda z zadevami, ki jih obravnavamo mi in v primeru vloženih pravnih sredstev odločata. Sami v medijih ste velikokrat zapisali, kar je bilo seveda prav, ni pa bilo prijetno, tudi to moram povedati, da so nam zadeve padale, ker so nam res padale, torej res so bile razveljavljene. Vendar moram zdaj z zadovoljstvom in dovolj jasno in glasno povedati, da smo uspeli prilagoditi postopek zahtevam Vrhovnega sodišča in moram reči, da smo pred kratkim, mislim, da je bilo nekaj dni nazaj, zadeva je tudi danes ali včeraj bila objavljena, konkretna zadeva, ki jo lahko potem tudi na naši spletni strani vidite, da je Upravno sodišče pravnomočno, poudarjam, pravnomočno odločilo o zadevi, kjer so nam bile tudi očitane kršitve postopka, vendar je Upravno sodišče jasno reklo in zadevo tako tudi zaključilo, da je s postopkom, ki ga je v tem primeru vodila komisija, vse v redu, da je zakonit, da nikomur nismo kršili nobene pravice, da smo izvedli vse to, kar moramo v skladu z zakonom in je bila tako zadeva tudi zaključena. Torej, to je seveda zdaj podlaga za nadaljnje delo komisije, dokler se seveda ne bo zgodilo to, kar tudi želim na kratko nekaj povedati, da bomo ta postopek tako ali drugače uspeli vgraditi, torej pravila postopka predvsem uspeli vgraditi v Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. To je druga točka oziroma druga vsebina, vsebinski sklop, o kateri bi rad nekaj povedal. Sami veste, da že dolgo, pa da se ne ponavljam, pravzaprav od odstopa prejšnjega senata naprej tečejo postopki spremembe zakonodaje, ker je bil to tudi poglavitni razlog, zakaj je prejšnji senat odstopil. Pa ne bom veliko o tem. Ampak od takrat naprej, pravzaprav do danes, se pravi od jeseni leta 2013 do danes, tako ali drugače, več ali manj še vedno neuspešno tečejo postopki spremembe naše zakonodaje. Zdaj v obliki pripravljenega predloga novele. Odkrito bom povedal, nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni, ne seveda z vsemi spremembami, bil bi krivičen, bil bi nekorekten, nekatere stvari
so ustrezno urejene. Na nek način smo uspeli izboriti pravzaprav ustrezne pristojnosti komisije, uspeli smo izboriti pravzaprav ustrezno podlago za pridobivanje, obdelavo in potem objavo podatkov, tudi skozi Erar, ampak seveda to je vse predlog. Nekatere stvari pa seveda niso rešene tako, kot bi želeli. Predvsem imam tu ta trenutek v mislih, pa da vas preveč ne obremenjujem, seveda pridobivanje podatkov o premoženjskem stanju funkcionarjev v Republiki Sloveniji, obdelava teh podatkov in objava teh podatkov, kar je na nek način tudi naša dolžnost, vendar nam to ne uspeva. 30. ko smo poročilo izročili predsedniku Državnega zbora, smo se seveda tudi z njim pogovarjali o teh stvarih in je pravzaprav dovolj jasno in na glas povedal, da tudi sam zastopa stališče, da bi bilo dobro v tem primeru sprejeti nov zakon. Torej, to je stališče, ki ga zastopamo mi ves čas, vendar se seveda podrejamo, tako kot včasih v politiki pravijo, tistemu, kar je mogoče. Če v določenem trenutku seveda ni mogoče sprejeti nov zakon, mora biti dobra tudi novela, če vsaj vsebuje nekaj tistega, kar bi želeli in kar je nujno, da se spremeni, nikoli pa seveda tistega, kar bi morala. Ampak upajmo, da nam bo v nadaljevanju uspelo in bomo videli, če nam bo. Torej, veselim se podpore predsednika Državnega zbora, če bo tudi naprej javno izražena, da se je treba seveda spremembe zakona oziroma sprejema novega zakona celo drugače lotiti. Naslednja zadeva, o kateri bi rad nekaj povedal in ki je seveda več kot aktualna ta trenutek, je seveda postopek imenovanja namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Prav gotovo veste, da ta trenutek, mislim, da se zaključi v torek 11. teče tretji poizkus, ki ga je seveda v skladu z zakonom začel urad predsednika republike oziroma sam predsednik republike z objavo razpisa. Dvakratni razpis je bil neuspešen. Sam se seveda ne spuščam v to, ker to tudi ni naša pristojnost, tudi ne moja, ampak verjamem in berem tisto, kar je objavljeno tudi v medijih. Do sedaj 2 poizkusa sta bila neuspešna, zdaj je tretji. Rad bi pa vendarle povedal, kakšni so razlogi. Torej, to, kar mislimo mi, in tu lahko rečem, da smo v senatu na nek način soglasni, da je to glavni razlog. Veste, pogoji za zasedbo delovnega mesta predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so zelo zaostreni. In prav je tako, da so zaostreni. Sicer zdaj slišim, da grejo nekateri poizkusi tudi v smeri, da bi se ti pogoji malo sprostili. Seveda nikakor nismo za to. Ampak smo za to, ker je funkcija zelo zahtevna. Seveda smatramo tudi, da jo lahko opravljajo samo tisti, ki resnično izpolnjujejo zaostrene pogoje. Ampak vam moram reči, da je ta trenutek v javni upravi morebitnih kandidatov, ki bi izpolnjevali te pogoje, relativno veliko, a relativno malo tistih, ki bi želeli za plačni razred 51 to delo upravljati. Ker vam moram povedati, vsi tisti, ki v javni upravi izpolnjujejo te pogoje, imajo višje, da ne rečem bistveno višje plačne razrede. Plačni razred namestnikov je 51, plačni razred predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 54. Jaz sem velikokrat že povedal, da smo najslabše plačani funkcionarji v tej državi. Odgovora na to, zakaj, vam pa ne vem povedati. Velikokrat smo poskušali, sicer več ali manj, seveda v raznih kabinetih predsednikov vlad, pa še koga drugega, vplivati na to, da se vendarle te stvari spremenijo. Odgovori so bili vedno, da ne morejo odpreti zakona zaradi tega, ker bi to povzročilo val. Težko sprejmem ta argument, ker takrat, ko so pa odprli zakon in znižali plačo predsedniku in namestniku, ne sicer meni osebno, da ne bo pomote,
To se je zgodilo 2 mandata nazaj, takrat pa so lahko odprli. Torej, nekoč ob ustanovitvi komisije je bila plača predsednika komisije in namestnikov bistveno više, kot je danes. In je bila znižana. Iz kakšnih razlogov ne vem, ampak mi smo seveda to stanje podedovali in je stanje takšno, kakršno je. Sam sem se pogovarjal z marsikom, ki bi bil lahko primeren kandidat, vendar, ko poveš, kakšen je plačni razred, je seveda te želje po kandidaturi zelo hitro konec. Ker imam to priložnost, bom povedal tudi naslednje. Konec septembra letos, torej do konca septembra letos, bomo Urad predsednika Republike obvestili tudi o tem, da tudi meni, kot predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije, v nadaljnjih 6 mesecih, seveda od septembra naprej, preteče mandat. Torej, v glavnem veste, moj mandat se je začel 31. marca 2014 in se bo 31. marca 2020 zaključil. Če do takrat seveda te stvari ne bodo spremenjene, verjamem, da bodo težave tudi z iskanjem in imenovanjem kandidata za predsednika komisije. Ampak to bo pokazala prihodnost. Ker je zadeva zelo aktualna, morda imate pripravljeno tudi kakšno vprašanje, bom nekaj zelo na kratko povedal tudi o aktualni zadevi v zvezi z postopki, ki smo jih izvajali ob ugotavljanju nezdružljivosti funkcij poslanca Madžarske narodne skupnosti. Več ali manj zadeve poznate. Torej, komisija se je v skladu z zakonom, mislim, da 25. aprila letos odločila in seveda tudi sprejela ustrezen dokument, da poslanska funkcija ni združljiva s funkcijo, ki jo opravlja gospod poslanec, v tistem trenutku in v tistem primeru funkcijo predsednika Madžarske narodne skupnosti. Jaz ne bom ponavljal, ker vi to veste in poznate, to so določila zakona. Veliko kritik smo doživeli tudi iz parlamentarnih vrst. Veliko je bilo govora o tem, da nismo napravili domače naloge, da bi morali v 3-mesečnem roku, ki je seveda začel teči od 22. junija lanskega leta, ko je bil potrjen mandat poslancu, tako kot vsem ostalim, da bi v 3-mesečnem roku morali poslanca obvestiti. Seveda mi nimamo nobene zakonske obveznosti, kogarkoli, karkoli obveščati. Sami pa veste, nekateri ste to slišali, nekateri ste morda preslišali, da so poslanci pravzaprav prvi teden, takrat, ko so prišli v poslanske klopi, dobili kar zajeten paket pravic in obveznosti, pisno napisanih. Če sem si prav zapomnil, je bilo napisano na 20. strani ravno to, da se morajo izogniti funkcijam, ki niso združljive s funkcijo poslanca. Torej je bilo jasno, da so bili poslanci opozorjeni na to. V konkretnem primeru se ta poslanec tega enostavno ni držal, tudi sam je povedal, da se tega noče držati in da glede na stališča pravnikov, ki jih pravzaprav on spoštuje in sprejema, tudi ne bo odstopil z te funkcije. Sami veste, da je pred kratkim, mislim, da prejšnji teden, predsednik Državnega zbora sklical ustavne pravnike, nekateri so se odzvali, nekateri niso, in zelo zadržano so se pravzaprav na nek način opredelili do tega problema. Ta problem obstaja seveda še danes. Zelo zadržano so se opredelili do tega problema in so rekli, da je seveda na strani Državnega zbora odgovornost, da se do tega opredeli. Seveda so opozorili na izkušnjo, ki jo Državni zbor ima, seveda ne v tem sklicu, ampak vendarle, z odvzemom mandata poslancu in sami so rekli, da več ali manj smatrajo, da je zelo, zelo velika verjetnost, da bo Ustavno sodišče, če bo seveda do tega prišlo, odločilo tako, da je tudi odvzem funkcije poslanca v tem primeru neustavna. Jaz bi zdaj vendarle rad opozoril na še eno okoliščino, ki pa se meni zdi v tem primeru bistvena. In to okoliščino so vse do sedaj vsi na nek način zamolčali, čeprav so jo seveda vsi poznali in vsi poznajo. Ustavno sodišče
je junija leta 2015 sprejelo odločitev, svojo odločbo, sodbo, če hočete. Ustavno sodišče sprejema odločbe, s katero je v točki 1 zapisalo: Zakon o poslancih ni skladen z Ustavo Republike Slovenije. Poudarjam, Zakon o poslancih, ne posamezno določilo. In v točki 2 je Državnemu zboru naložilo, da v roku 1 leta od objave te odločbe v Uradnem listu, se pravi julija 2016, se je iztekel ta rok, torej pred 3 leti, da odpravi to neustavnost. Državni zbor do danes tega ni napravil. In zato seveda poslanci prav gotovo nimajo pravice govoriti o tem, da mi nismo napravili domače naloge. Oni niso napravili domače naloge. Nespoštovanje odločb Ustavnega sodišča, blizu 20 je takšnih in blizu 15 je takšnih, ki so naslovljene na Državni zbor, ki bi moral za ustrezno spremembo zakonodaje spoštovati odločitve Ustavnega sodišča in ustrezno spremeniti te zadeve. Sam v tem primeru govorim o tem, da gre na strani nespoštovanja odločb in sprememb zakonodaje, ki bi se morala zgoditi, za očitni primer sistemske korupcije na strani Državnega zbora. To je težka ocena, vem in verjamem, vendar posledice takšnih ravnanj Državnega zbora čuti cela Slovenija, vsi. In to seveda ni prav. In Državni zbor je to, kar je, zato ima po ustavi ta pooblastila, da to, kar mora delati, bi tudi moral delati. In verjamem, da je to glavni razlog, zakaj ima Državni zbor seveda težave pri odločitvi v zvezi z poslancem madžarske narodne skupnosti. Kakšna bo prihodnost, bomo videli. Sami seveda čakamo in opazujemo reakcijo in verjamem, da se bomo seveda v zvezi s tem tudi še karkoli oglasili. Jaz bom zdaj s tem zaključil, ampak vendarle, ker imam zdaj priložnost tudi pred vami. Torej, 16.6. letos se mojemu kolegu, bom rekel, in lahko rečem tudi sotrpinu v vseh težavah, ki sva jih pravzaprav doživljala, dr. Igorju Lambergarju izteka njegov mandat. Žal, vsaj tako mi je povedal, morda me bo celo presenetil, nisem uspel z pobudo, da bi morda premislil in bi se ponovno prijavil. Če seveda se to ne bo zgodilo in verjetno se ne bo, mu izteka mandat in bo seveda zapustil komisijo. Veliko sva preživela, veliko dobrega, veliko pa tudi težav, vendar sva zdržala. In za vse to se mu seveda v svojem imenu in tudi v imenu komisije zahvaljujem, ker seveda brez njegovega ustreznega prispevka, vsega tega, kar v zadnjih 5 letih na komisiji delamo, v poročilih boste videli, ne glede na to, da se veliko govori o tem, da slabo ali pa ne delamo, smo vendarle v teh 5 letih izdali čez 6000 dokumentov v zvezi z delovanjem komisije. O vseh podrobnostih pa ne bom. In seveda velik prispevek k temu je tudi prispevek dr. Lambergarja. Ob tej priložnosti se seveda moram, glede na to, da moram in čutim to dolžnost, se zahvali tudi vsem svojim sodelavcem. 40 nas je približno na komisiji, kakšen mesec več, kakšen mesec manj, ta trenutek nas je kar nekaj manj kot 40, ampak vendarle. Brez njih seveda komisije ne bi bilo, brez njih uspehov in rezultatov komisije ne bi bilo. Njihovo je vsakodnevno trdo delo, ki se potem zaključi na sejah senata s sprejemom ustreznih odločitev. Ampak njihov prispevek je ogromen, neprecenljiv in seveda ob tej priložnosti se jim tudi zahvaljujem. In za zaključek,
vendarle sem dolžan, najbrž tudi ob tej priložnosti, ker nismo tolikokrat skupaj, zahvaliti se tudi vam. Velikokrat pokličete po telefonu, velikokrat pridete k meni, sam se odzivam na skoraj vsak poziv, bom rekel, na skoraj vsak poziv, takrat, ko seveda sam ocenim, da to ni najbolj primerno zaradi tega, ker je zadeva še nezaključena, zaradi tega, ker zadeva strani komisije seveda še ni dovolj razjasnjena, sicer pa mislim, da imamo medsebojno sodelovanje odlično, zato se vam tudi vsem medijem ob tej priložnosti zahvaljujem za vaš prispevek poročanju o delu komisije, ker seveda brez vašega poročanja tudi slovenska družba ne bi vedela oziroma bi vedela veliko manj o komisiji, kot ve zdaj. Seveda, nikoli ne želimo, da poročate samo o dobrih stvareh, lahko tudi kritizirate in prav je tako in opozarjate. In v glavnem to tako je. In to, ko zdaj opozarjate, v glavnem opozarjate o delu komisije, ne pa o nekaterih stvarih, o katerih sam sicer nikoli ne bi želel, da se piše, ampak se pač piše. Hvala lepa, z moje strani toliko. Igor, izvoliš. Pozdravljam tudi v mojem imenu. Najprej hvala svojemu predsedniku za zahvalo za sodelovanje teh 5 let. Tako je, izteka se mi mandat, se pravi 5 let namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Kot je že povedal predsednik, seveda mnogo lepega, mnogo tudi problemov in seveda mnogo težav. Moram reči seveda, da v zadnjem času so se stvari nekako umirile. Moja pooblastila, ki mi jih je dal seveda predsednik takoj na začetku, so se nanašala na službo za nadzor in preiskave. Kar precej institutov spada v to področje in je zato seveda potrebno kar precej stvari obvladati oziroma poznati tudi seveda pravne zadeve z tega področja. Drugače sem se tudi prej v bistvu ukvarjal s podobnim področjem, se pravi preiskovanje gospodarske kriminalitete, tako da to mi je bilo na nek način seveda tudi bolj domače. Ja, mandat se zaključuje 15.6. na moj rojstni dan, se pravi 17. odhajam nazaj v policijo, sicer nikoli, ne rečem nikoli, ne, ampak gotovo ali pa dokaj verjetno je, da se bo tako tudi zgodilo. Seveda, mogoče bo kdo vprašal za razloge. Razloge so različni, seveda, oziroma ni samo eden, nekako pa bi rekel, najvažnejši je ta, da sem v bistvu večino svoje profesionalne poti zaposlen v policiji, tako da nekako čutim neko pripadnost in se zato tudi vračam. No, sama služba za nadzor in preiskave, seveda, kot smo rekli, kar nekaj institutov, se pravi korupcija, integriteta, lobistične stike, lobiranje, nasprotje interesov, omejitve poslovanja, nezdružljivost funkcij funkcionarjev, nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev in vseh drugih zavezancev, tudi po drugih zakonih, ne samo po našem. Tako da tudi veliko število zaposlenih. Tukaj moram, tako kot je predsednik, tudi pohvalil jaz posebej še te, katerim sem pač jaz bil predpostavljen na nek način od začetnih precej velikih kadrovskih težav, s katerimi smo se soočali, kajti imeli smo veliko stopnjo fluktuacije. Smo res imeli srečo, rečem tudi, no, da znanje in pa seveda transparentne postopke, s katerimi smo sprejeli in popolnili prosta delovna mesta v okviru seveda kadrovskega načrta. In moram reči, da sem zdaj na koncu zelo zadovoljen tako z izbranimi kadre oziroma tistimi, ki so seveda ostali tudi odprej, kakor tudi z motivacijo, statistiko in seveda samim, bi rekli, delovnim procesom v tej službi. Drugače smo se nekako v tem letu, ali pa dobro lahko rečem v vseh teh letih, seveda ukvarjali vsemi temi institute. Veste, da nekako število prijav se je z leti zmanjševalo, sicer je nekako v
mislim, da 2 leti nazaj opazil nek skok bil tudi statistični prijav. Zato smo se seveda tudi bolj posvečali, bi rekli, nekim sistemskim zadevam oziroma zadevam, ki smo jih odpirali tudi na lastno pobudo. Tako smo se precej seveda osredotočali na državno premoženje, ki ga upravljajo ali DUTB ali SDH. Tam smo podali kar nekaj priporočil, upravili tudi analize prodaje nepremičnin oziroma drugih naložb. Konstantno v teh 5 letih, pa tudi v letu 2018, smo se ukvarjali s problemi v zdravstvu, kjer vidite tudi medije venomer govorijo o problemih javnih naročil oziroma problemih naročanja blaga oziroma storitev na tem področju, kakor tudi seveda o kadrovskih primanjkljajih in potem drugih težavah povezanih s tem, seveda mislim čakalne vrste in potem spet problemi, ki so posledica potem predolgih čakalnih vrst, ki so seveda lahko tudi smrtne. Obdelali smo tudi oziroma opravili sistemsko analizo zaposlovanj v javnem sektorju, kjer smo se osredotočili seveda na neke trenutke menjav vlad v zadnjem obdobju. Seveda tudi te analize so javno objavljene, tako da če koga zanima, lahko vidi. No, se pravi, zdaj pa na splošno, se pravi izven zdravstva, pa seveda je problem na vseh področjih, se pravi postopki javnih naročil, kjer komisija prav tako lahko zasleduje neke svoje institute, seveda ne pa direktno. Kajti tam imamo drugo institucijo, ki se s tem ukvarja, s katero seveda tudi mi sodelujemo, ampak kljub vsemu smo se osredotočali tudi na to področje, tako da moram tudi dati pohvalo komisije, recimo, kajti uspeli smo nekako dokazati oziroma skozi kršitev naših institutov se opredeliti tudi do tega področja javnih naročil. Namreč v enem primeru, ki je tudi javno objavljen iz leta 2018, smo uspeli dokazati oziroma smo dokazovali kršenje integritete s tem, da oseba, poslovodna oseba, direktor javnega zavoda, če ne upošteva zakona o javnih naročilih, se pravi, ne nabavlja preko javnega naročila določenih stvari, je to tudi kršenje integritete po našem zakonu. Zdaj, kar se tiče prijav z področja korupcije in seveda tudi vseh drugih institutov, največ tega je bilo z področja delovnega prava, javnega naročanja, okoljskih in prostorskih zadev, financ, javnih razpisov, imenovanj različnih funkcionarjev in pa seveda področje izobraževanja, šolstva in športa. Se pravi, predvsem na lokalni ravni imamo z področja nasprotja interesov, tudi omejitev poslovanja, nekako največ prijav ali pa seveda tudi same odkrijemo določene nepravilnosti, kajti veste, da je Slovenija, bi rekli, relativno mala, ima veliko, spet relativno število majhnih občin in potem seveda nujno pride do tega konflikta interesov in pa kršitev, omejitev poslovanja. Naša služba se ukvarja tudi z odgovori na vprašanja, se pravi naših zavezancev oziroma tudi drugih, ki jih zanimajo določena področja, tako da vsa ta leta in seveda tudi 2018 smo obravnavali veliko število teh vprašanj, na katera seveda odgovarjamo hitro, kajte velikokrat so vprašanja recimo takšna, ne vem, čez en teden je zaseda občinski svet
imamo to pa to točko in problem, ne, ali se mora nekdo izločiti, ali mu ni treba, lahko kandidira, lahko predlaga sam sebe, ali lahko glasuje sam zase in seveda v takšnih primerih se potrudimo in seveda preventivno delujemo, se pravi, da ne prihaja do kršitev. Drugače, nekako številčno, rešili smo v letu 2018 636 prijav sume koruptivnih dejanj, ker veste, da sodelujemo tudi z drugimi institucijami na področju nadzora, pregona oziroma odkrivanja kaznivih dejanj, inšpekcijskimi službami. Seveda, ko dobimo neko prijavo ali zaznamo nek problem, neko kršitev, takrat seveda, če ni ravno z našega delovnega področja, odstopimo to prijavo. Seveda predhodno vprašamo tudi prijavitelja, ali se s tem strinja, ali se strinja s tem, da se njegove podatke dajo tudi drugemu organu. Je nekako statistika takšna. 61 naznanil je bilo v tem letu 2018 sumov storitev kaznivih dejanj, organov odkrivanja in pregona, se pravi predvsem policije, če ravno sodelujemo tudi s tožilstvom. Vseh drugih pobud je bilo 160, se pravi, med te spadajo drugi nadzorstveni organe, od Računskega sodišča, inšpekcijske službe, Finančna uprava Republike Slovenije in pa druge pristojne nadzorstvene institucije. Nadzor nad premoženjskim stanjem imamo nekako tam okoli, mislim, da 16 tisoč zavezancev, ki so nam dolžni poročati, ali začetek nastopa neke funkcije, se pravi premoženjsko stanje v celoti, ob koncu. Imamo zavezance z področja javnih naročil, ki so dolžni poročati o celotnem premoženjskem stanju, svojem seveda, vsako leto, in pa seveda še potem, se pravi ostale, ki moramo, eden izmed teh sem tudi jaz, moramo potem vsako spremembo premoženjskega stanja tekoče za predhodno leto v višini nad 10 tisoč evrov sporočiti letno do 31. januarja. Se pravi, kar precej različnih poročil dobimo z tega področja, seveda ob takšnem številu zavezancev, tako da takšnih poročil v letu 2018 je bilo 8296. Seveda tukaj bi bilo potrebno zaposliti večje število ljudi, kajti imamo res kadrovski primanjkljaj na tem področju, ampak seveda preko kadrovskega načrta nikakor nismo mogli oziroma da bi dobili več možnosti zaposlitev v vseh teh 5 letih, ampak ocenjujem, da tukaj je v bistvu največji kadrovski primanjkljaj. No, lobistične stike smo že omenili oziroma lobiranje, nekako se ga tega pojma še vedno drži v Sloveniji, nek negativni prizvok, če ravno ni, ne. Gre pač za vplivanje na odločevalce, mora pa biti seveda transparentno in zato smo seveda tukaj mi. Zakon tako pravi, da se ti lobistične stike prijavljajo ali pa sporočajo komisije, ki jih potem, zdaj imamo to prakso, da jih tudi tekoče objavljamo, imate na internetu. Mi pa jih seveda tudi pregledamo, analiziramo in potem poskušamo ugotoviti tiste, ki so pa nezakonite. In seveda lahko izvedemo kak naš postopek. No, tukaj seveda moram reči, da sem vesel, v vseh teh 5 letih se število prijav lobističnih stikov povečevalo, se pravi od leta 2014 nekako 1000 pa nekaj 1100 do leta 2018, ko je že imamo 4800. Tako da moram reči, da zavedanje o tem, da je potrebno ta dovoljena vplivanja seveda prijavljati, se v Sloveniji povečuje. Zdaj, če boste šli pogledati, kdo prijavlja, seveda bi lahko rekli, da so nekatera področja, kjer se pričakuje seveda tudi, da se nejavno vpliva, da bi rekli, da ne prijavljajo oziroma je nek sum, da se ne prijavlja. Drugače pa moram reči, da vseh teh letih strani lokalne samouprave pa dobimo, ali pa lokalnega nivoja,
dobimo v bistvu vsako leto zelo malo teh prijav lobističnih stikov, pa verjamemo, da jih je več, kjer mislim, da se ne sporočajo. Tako da predvsem tu bi bilo potrebno narediti seveda nek korak naprej. Seveda komisija si prizadeva, kolikor si lahko, tako kot je predsednik povedal, pri vsakih parlamentarnih volitvah dobijo nove poslance en šop dokumentov strani komisije, se pravi, so opozorjeni, tako tudi pri vsakih lokalnih volitvah dobijo občinske svetnike in ostale tudi vse napotke, kaj so dolžni storiti in seveda na kaj morajo biti pazljivi. Med temi so tudi seveda določila o prijavi lobističnih stikov. No, naša služba, bi rekli, je tudi represivna, se pravi, za nekatere naše institute oziroma njihovo kršenje je predpisan tudi prekršek, tako da vodimo tudi prekrškovne postopke. Število uvedenih prekrškovnih postopkov se je z leti tudi povečevalo, tako da smo v letu 2018 uvedli 56 prekrškovnih postopkov zaradi ugotovljenih kršitev našega zakona. Zdaj pač tukaj so naši seveda strokovni sodelavci samostojni pri vodenju prekrškovnih postopkov, se pravi, nihče ne sme in tudi ne vpliva na njih. Seveda, kolikor sem seznanjen z rezultati teh prekrškovnih postopkov, seveda bi rekli pri manjših kršitvah ali pa pri kršitvah, ki seveda nimajo posledic oziroma so bile posledice odpravljene, so seveda večinoma, bi rekli, kazni v narekovajih opomine oziroma tudi opozorila. Drugače pa moram reči, da so seveda zagrožene kazni v tem našem zakonu za storjene prekrške pa kar, bi rekli, relativno visoke. Tako, ampak seveda res izrečeno potem v tistih skrajnih, bi rekli, oziroma težjih primerih, tako seveda kot pravi zakon o prekrških. No, jaz mislim, da sem povedal vse, kar sem nameraval, tako da se vam zahvaljujem za poslušanje. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Sem Uroš Novak, drugi namestnik, zadolžen predvsem za področje preventive in vedno bolj, kot se ukvarjam s preventivo, vedno bolj sem mnenja, da lahko v Sloveniji nasploh, ne samo na KPK, z enakimi resursi pozdravimo 200 primerov preventive, namesto da se ukvarjamo z enim primerom kurative. Drugače pa v lanskem letu se je komisija na področju preventive ukvarjala predvsem z Fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij in Fundacijo za šport, predvsem znana pod kratico FIHO. Gre za invalidsko organizacijo, ki letno prejme dobrih 17 milijonov evrov denarja na podlagi starega zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki je zastarel. Zaznali smo veliko nepravilnosti na področju razdeljevanja teh sredstev. Proučili smo odločbe Računskega sodišča, Upravnega sodišča in tudi eno sodbo Vrhovnega sodišča na to temo. Dve naši predstavnici sodelujeta pri pripravi novega zakona, tako da upamo, da bodo zadeve na tem področju urejene v bodoče. Lotili smo se tega tako, da smo najprej povabili vse deležnike FIHA, se seznanili z stanjem, kakršnem je, o tem obvestili vse politične stranke in predsednika republike, tako da smo nekako realno sliko prenesli in v bistvu pokazali, kako nujno potrebna je sprememba zakonodaje na tem področju. Zelo sem vesel, da smo začeli tudi postopke za prenovo resolucije o preprečevanju korupcije.
Ta je že skoraj polnoletna, od leta 2004, je zastarela. V ta projekt si želimo vključiti kar se da maksimalno število deležnikov, predvsem pa pozivam tudi vas, še posebej na področju zaščite prijaviteljev, kjer menim, da bi lahko z novinarji četrto vejo oblasti našli kar dober skupni jezik in to državo v bistvu pripravili do tega, da se zaščite prijaviteljev loti sistemsko in menim, da je zato potreben samostojen zakon. Na področju sprejemanja zakonodaje je komisija nadaljevala s projektom ugotavljanja sistemskih pomanjkljivosti zakonodajnega postopka, tako na hitro rečeno demokratičnega deficita. Ugotavljamo, da se ta poglablja, da vlada nima rešitev, ki bi bile zadostne, da se ta demokratični deficit zmanjša. Komisija bo na tem področju delovala še naprej, opozarjala na nepravilnosti in sodelovala v vseh projektih vlade in parlamenta proti zmanjšanju demokratičnega deficita. Komisija na področju preventive izvaja tudi usposabljanja. Tako smo lani izvedli skoraj 170 tovrstnih izobraževanj, tudi za pravosodne policiste, tožilce in sodnike. Toliko o osnovnih stvarih, ki jih na področju preventive izvajamo. Jaz ne bom toliko dolg, ker vem, da ste že utrujeni. Bom pa seveda odgovarjal na vprašanje. Hvala.